Kamen so že iz prazgodovinskih časov nekdanji prebivalci tega območja znali imenitno uporabljati. Gradili so zidove, bivališča in začasna zatočišča in vse to s posebno antično tehniko suhozidja. Hiške, znane tudi kot pastirske hiške, spominjajo na mnoge podobne, ki so jih gradili predvsem na območju Sredozemlja. Pri nas poznamo manjše zgradbe, ki so lahko imele podobo hiše v miniaturi ali pa le kot pokrito zatočišče na vogalu zida. Ljudje so jih postavljali na kraje, kjer so se vršila poljedelska opravila oziroma se je paslo živino. To so bila zavetišča, ki so služila, da bi se lahko kmetje vanje zatekali ob sončni pripeki ali pa ob slabem vremenu. Naši predniki, preden so začeli graditi hiške, so dobro znali sezidati suhi zid. Za zgraditi hiško, posebno tukaj na strani vhoda, je treba imeti dobre kamne, da se lepo poveže, da gre na en kraj in drugi kraj zida. Vmes damo noter drobir. Je bolj takšen material, ko je malo za dati noter napolniti luknje. Zelo važno je zgraditi tukaj zidove, kot sem prej rekel, da vrhi tukaj greta jerta, da rečemo mi, ne? Tako da drži močno tudi streho potem gor. Ne? Za zgraditi streho moramo imeti takšne škrlje tukaj, da gremo okoli in naokoli, dokler ne pridemo na 20-30 cm, kamor nastane luknja in vrhe te luknje pride večja škrlja, kamor pokrije odprtino strehe. Za pokrit streho je važno imeti škrlje tažne, kot smo prej govorili, in dati pravi naklon stran vode, da voda odteka in gre dol po škrljah in na zunanje zidove. Geološka zgodovina Krasa se prične pred 140 milijoni let, ko so sedimentirani prvi spodnjekredni apnenci. Naknadno imamo apnence iz zgornje krede, iz paleocena in eocena. Nad eocenskimi apnenci se je potem deponiral fliš. Kamnine, ki so bile uporabljene za zgradnjo hiške, spadajo med apnence iz zgornje krede. V njih najdemo pogosto ostanke rudisnih školjk. To so tiste školjke, ki so živele v zgornji kredi in so izumrle skupaj z izumrtjem dinozavrov.
Torej, apnenec, iz katerega smo zgradili hiško, je zelo podoben v resnici temu apnencu, ki ga dobite tudi na stopnicah ali pa na oknih. Ima pa neko posebnost, da se izredno lahko deli v škrle.